Stanovanja so velika med 40 in 70 kvadratnih metrov in so namenjena bivanju starejšim nad 65 let, ki bodo imeli na voljo tudi stalno nego oziroma skrb, ter 24-urno intervencijsko pomoč. Oddali so jih 24, 5 je še prostih. Moram reči, da me je povpraševanje presenetilo, kajti že dosti pred tem smo naredili anketo, koliko bi bilo ljudi zainteresiranih, da bi prišli iz svojih hiš ali drugih oblik stanovanja v varovana stanovanja, in odziv niti ni bil tako visok, ampak kljub temu smo se za ta projekt odločili. In na koncu moram reči, da je bil odziv res presenetljivo visok in mislim, da tudi teh 5 stanovanj ne bo noben problem dati. Gradnjo oskrbovanih stanovanj je sofinanciral Stanovanjski sklad na osnovi programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe med letoma 2017 in 2020. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je soinvestitor pri tem projektu. Do polovice, oziroma 15 stanovanj, bo v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Upravljala bo pa v bistvu občina in tudi oddaja teh stanovanj bo šla preko občine Krško. Stanovanjski sklad je omogočil, imeli smo možnost še 25% sofinanciranja, to pomeni, da nas je financiral on, da banke nismo bile potrebne. Z občino pa je bilo dogovorjeno, da ko bojo stanovanja gotova, da se to odkupijo. Z DDV-jem in vsemi ostalimi stroški investicije je približno 2 milijona 700. V družbi Kostak so z načrtovanjem izgradnje oskrbovanih stanovanj v Krškem pričeli v letu 2019. Gradbeno dovoljenje so pridobili v januarju lani, v začetku marca so pričeli z gradbenimi deli, ki so jih končali po terminskem planu, in še konec lanskega leta v decembru pridobili uporabno dovoljenje. Od momenta pridobitve gradbenega dovoljenja do pridobitve uporabnega je poteklo točno nekje 1 leto. In uporabniki želim, da čim dlje in čim bolj veselo in kvalitetno živijo v teh stanovanjih. Vsa stanovanja so najemna, najemnine znašajo nekje okrog 180 do 280 evrov, pač odvisno od velikosti stanovanja. Vsa stanovanja imajo bivalni prostor s kuhinjo, dnevno sobo, spalnico, kopalnico, shrambo in jih je mogoče naknadno opremiti za invalidne osebe brez dodatnih gradbenih posegov. 2 bivalni enoti pa sta že prilagojeni gibalno oviranim stanovalcem. Kot dodaja krški župan, so potrebe med starejšimi občani zelo različne, varovana stanovanja pa samo ena izmed možnih oblik bivanja zanje. Seveda imamo tukaj še dom starejših, potem imamo tudi pomočne domove in tako naprej, tako da vsemi temi ukrepi so neke potrebe zadovoljene, ampak zadeve se spreminjajo dnevno in seveda tudi glede na to je pač ta odziv in ta možnost, ki je dana s temi varovanimi stanovanji, je seveda zelo, zelo dobrodošla. Prvi najemniki naj bi se v nova stanovanja vselili v aprilu.